You go, girl. A misliš, Aljaž, v novi sezoni nadaljevati s tem? A seveda, mislim, to je pa zdaj že tako rekoč podpis na začetku, ne, To vsake sem jaz epizode. razmišljala, ker enim je šlo na živce. Meni je to čisto super in kul, ampak enim pa pravijo, pa zakaj to? Ja, vem, se spomniš še zdajšnji poslanec, ne, in verjetno prvi influencer v državi, nekoč Jonas Ž. Je nekoč rekel, da bi me morala, tako mimogrede je pripomnil, ne, da ne razume, zakaj me ne okoli kepe zaradi tega uvoda. Ja, to je res imel, ja. No, Metin čaj bo kmalu praznoval 300. epizodo. To je številka 299 podcasta o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gostje večinoma v medijih delajo ali so delali, z njimi živijo in o njih razmišljajo, vsekakor so pa aktivni uporabniki in uporabnice in imajo o tem kaj povedati. Imava tokrat spet super gosta, midva sva Aljaž Pengovitenc in Nataša Briški. Hvala za komentarje in predloge. Ta je bil recimo že eden takšnih. Nadaljujete lahko s tem tudi na info@metinalista.si. Aljaž, jaz pa tebi takoj na začetku rečem še hvala in čestitke, ker delaš krasen newsletter ali obvestilnik ali novičnik, pa mi nobena beseda ni čisto všeč, nimam pa boljše. Vmes sva se midva že dogovorila, da bo newsletter Metina lista poimenovan Zapisnik. Okej, smo kar ostali pri tem, bo to zapisnik. Torej, če se želite naročiti na zapisnik, potem pošljite e-mail na info@metinalista.si z kratkim sporočilom, da bi se želeli naročiti na zapisnik. Lahko tudi podprete Metino listo, pravzaprav priporočljivo je, želimo si, da jo podprete in smo hvaležni za vsako podporo, bodisi z redno mesečno naročnino, bodisi z občasno donacijo. Seveda pa sprejemamo tudi vse drugačne oblike podpore, materialne, prehrambene, tekočinske in tako dalje, zato ker brez vas naju in nas ne bi bilo. Ne, to bi že zdavnaj nehali delati, definitivno ne v takšnem obsegu. Tako da bomo, ker nama seveda pri tem pomaga Miško Kranjec, bomo v naslednjih mesecih sistem updatali, da bo prilagojen tako, da bodo ti procesi potekali avtomatizirano. Ampak zdaj zaenkrat smo pa še na roke, tako da ful vam hvala vsem za potrpežljivost. Oko toga. Nič, Aljaž, greva, si pripravljen? Bil sem že rojen pripravljen, kot se reče. I was born ready. Kateri film je že to bil? Vsi? Ne, bil prav posebej. Okej, nima veze. No, najin gost tokrat je gospod Aleksander Bratina. Dober dan. Dober dan. Delali ste v nebroj medijih, ponavadi midva dava v oklepaj enega ali pa prevladujočega v karieri, tistega, s katerim se pogovarjava. Kaj bi pri vas pisali v oklepaju? Ker delali ste na Delu, Dnevniku, Večeru, Primorske novice tudi. No, na Primorskih novicah nisem delal, bil sem samo v nadzornem svetu. Okej, Ampak ja. v bistvu največji pečat mi je pri meni pustilo Delo. Takrat sem prišel po šestletni delovni dobi na fakulteti, sem prišel na Delo in tam začel v bistvu na vodenju tržniških javnomnenjskih raziskav Dela Stik. Ampak potem sem v bistvu takoj začel se ukvarjati tudi ne z novinarskim delom, ampak z merjenjem, z opazovanjem novinarskega dela in tam sem se zelo veliko naučil. Hkrati je bilo pa Delo takrat v zlati dobi novinarstva, veliko sredstev je imelo in to sem s pridom izkoriščal tudi, da sem se na tem področju precej izobraževal in tudi pridobil neke mednarodne izkušnje, hodil sem po teh medijskih kongresih in se učil, kaj je bilo takrat update na tem medijskem področju. To bi dal recimo oklepaj. S tem znanjem, ki sem ga tam imel, sem pol v bistvu šel tudi k drugim, se pravi, potem Dnevniku, potem pa še k Večeru. Zdaj sem pa pravzaprav pred penzijo
in sem dejansko samo dober konzument medijev, nimam pa neke vplivne vloge v medijih. Potem ste pa morda verjetno idealni človek za naslednje vprašanje, ki me v resnici muči že, že vsaj kakšnih 10 let. In vprašanje se glasi, zakaj slovenski tiskani mediji še niso umrli? Pa da ga pojasnimo, odkot prihaja, ker mislim, da že vsaj 10 do 15 let poslušam ali pa poslušamo, da če naklada pade po toliko in toliko, potem se to ne splača več. Če število ljudi v redakciji pade po toliko in toliko, pol se ne splača več. En kup nekih benchmarkov je bilo v preteklosti postavljenih in potem so lastniki, pa novinarji, pa uredniki bili plat zvona, ne? Če se zgodi to in to, potem moramo mi zapreti štacuno, ampak štacune v resnici z redkimi izjemami ni zaprl še čisto noben slovenski medij, tiskan ali sicer. Zdaj tukaj mogoče bi rekel, ne umire se tako lahko, ne, da rečem tako. Ampak v bistvu smo vedno na tej poti. Ne. Mediji bodo še kar nekaj časa, tudi ti, ki ste jih omenili, tiskani mediji, živeli, ampak vedno v bolj osiromašeni obliki. V bistvu mediji, vi kot novinarji poznate, ne, da se pravi, glavna motivacijska teorija medijev je v bistvu zadovoljevanje nekih potreb. Ne. In recimo ena potreba je potreba po informiranju, druga je po razumevanju, tretja je recimo po razvedrilu in četrta, da te mediji pravzaprav nekaj aktivirajo v neki delo. Predvsem so danes mediji zelo zmanjšali to miro razumevanja, se pravi potreba po razumevanju. Ne. To pomeni malo bolj zahtevne in tudi dražje novinarske žanre se počasi opušča, ker je tudi število novinarjev manjše in v bistvu strošek dela pa je pri vseh medijih, predvsem tudi v založniških deleč največji strošek. Ne. In v bistvu, ko ti padejo prihodki, moraš ti zmanjševati tudi stroške in kje jih najbolj zmanjšuješ. Tam, kjer je največji gabarit tega, to je pri novinarjih, ampak temu se reče, tej politiki se reče nekje spirala smrti. Ne. To, pa še kaj lahko rečem na to temo. Ja, mene zanima, koliko časa ste vi zdaj upokojen oziroma niste več aktivno v Se pravi, od konc leta 2021. Okej. In recimo, da iz strani opazujete, kaj se dogaja. S kakšnimi občutki gledate na stanje slovenskih medijev danes, da ne greva takoj na širše? Ker ste omenili, ko ste začenjali, je bila nekako zlata doba, sploh za te tiskane medije tudi, ampak s kakšnimi občutki pa na vse skupaj gledate danes? V bistvu, če rečem iz nekega sebičnega zornega kota, bi rekel, dobro, da me ni več tam. To je ta zadeva. Drugo pa je, pravzaprav ljudje, ki še vedno tam vztrajajo in se trudijo, ne, jim zavidam. Ne. Več je pa problem v Sloveniji, če govorimo o teh založnikih, ne, teh lastnikih teh medijev, tam so pa veliki problemi, pravzaprav, ki še pospešujejo, da bodo ti mediji pravzaprav počasi izzveneli. Ko rečete, da so ti problemi kakšni? Ti problemi so v bistvu taki, da vsi ti mediji pravzaprav niso samostojni mediji, ampak vsi ti mediji so vpleteni v neke ali formalne, predvsem pa neformalne holdinge, bi človek rekel. Ne. Se pravi, imajo neko vlogo, so nek instrument. Tile mediji v bistvu morajo podpirati nek širši interes teh lastnikov. In problem menedžmenta v teh medijih je, da pravzaprav je zelo omejen v svojem prakticiranju. Menedžment ne izvaja svoje vodstvene funkcije
v korist družbe, ampak jo mora izvajati v korist lastnika, kar je pa bistvena razlika. Ne. Kar povejte Bom malo rekel, več o tem, ja, kaj imate v mislih. Recimo, ne, kaj ste. Zamislite si, da imam jaz lastnika, ki je lastnik tiskarne. In jaz moram tiskati v tisti tiskarni po ceni, ki mi jo on določi. Ne glede na to, da jaz lahko na trgu dobim ugodnejšo ceno, moram tiskati tam. Ne. Se pravi, on ima recimo interes, da mi vleče denar iz podjetja v tiskarno. Kaj ste, recimo, sem lastnik, pa oddelim blagovno znamko neko svojo firmo, pa ta medij mora recimo plačevati najemnino za to blagovno znamko, da sploh izhaja. Zopet gre ven denar. Ne. Se pravi, ali pa opravljam kot lastnik neko drugo dejavnost. Ne. Se pravi, ta medij mora močno pisati in promovirati to mojo dejavnost in tako naprej. Ne. Saj se spomnite, včasih je bilo v mladini rolanje po sceni, ki so eno založniško hišo imenovali Fabrški časopis. Ne. Dejansko se še danes to pojavlja, vidim, in nekateri novinarji, tudi ko pišejo prispevke, saj jaz med vrsticami vidim, kako oni trpijo, ko morajo to nekaj napisati. Ne. Če je njihov običajni član, recimo Sočo, pa tako so tisti taki suhoparni, pa prav vidiš, kako dela novinar tlako, da zadosti, recimo, kaj ste nekemu interesu lastnika. Za tiste, ki ne vejo, pa da ne razkrijemo na prvo žogo takoj, a se začne to na D, pa tretja črka je L? Recimo. No, ampak ko ste omenili ste, ne, hipotetični primer lastnika tiskarne, ki je tudi lastnik medijev, pa najem blagovnih znamk, ki ga je treba tudi pokriti in tako dalje. Ne. Pa najem prostorov, recimo, in tako naprej. Ne. To so razni mehanizmi, ki se jih lahko izkorišča za izčrpavanje. Ne. In zdaj seveda, če si ti avtonomni menedžer, ne, tega ne boš dovolil, ne, ker je pravzaprav. Če si pa ti v službi lastnika, ne, je osnovna kompetenca tega menedžmenta to, da je poslušen in 100% lojalen. Ne. In je seveda, ne moreš izkoristiti tiste možnosti, ki ti kot vodstvenemu človeku daje neke vzvode, da bi izboljšal recimo poslovno situacijo časnika. Ampak to v resnici niso hipotetični primeri. Vse to se je v slovenskih medijih zgodilo. Seveda se je zgodilo. Vse to se je zgodilo v trenutku, ne, ko so začeli pravzaprav mediji privatizirati v skupine, ki nimajo nikakršne veze z založništvom. Kako je to sploh možno? Kako je do tega prišlo? Kdo je, zdaj, tako, enostavno je v Sloveniji reči, ne, zelo pogosto je reči, kdo je za to odgovoren, kdo je za to kriv. Ne? Ampak kdo ni naredil svojega dela? Prva zadeva je stvar zakonodajalca na začetku, ne, ko je v bistvu medije uvrstil med pač gospodarske družbe, se pravi kapitalske družbe, navadne kapitalske družbe. Ne. Te kapitalske družbe so bile takrat ovrednotene, se pravi, otvoritvena bilanca nerealno. Nizko so bile ovrednotene, niso upoštevalo blagovne znamke. Ne. Potem, ko so ta podjetja olastninjena pretežno z notranjimi lastniki, 60% smo imeli lastništva notranji lastniki, ko je ta zadeva prišla na trg, so se tukaj že zaradi same vrednosti družbe, predvsem pa zaradi političnih ambicij, se je ta cena neprimerno povečala in seveda notranji lastniki smo prodajali te deleže. Zakaj? Zaradi tega, ker nismo bili sposobni notranje organizirati neke družbe pooblaščenke na način, da bi ljudje videli neko perspektivo, da bi ostali, da bi svoj lastniški delež noter vezali in ga ne prodali. Ne. To je recimo ena zadeva. Ne. Druga zadeva je potem zgodovina, recimo od leta 2005 naprej se je situacija v medijih rapidno
poslabševala in potem je cena, v bistvu, cena teh deležev je padala. Tudi politika ni več videla pravzaprav kakšnega smisla, da bi prek svojih parainštitucij to vzdrževala in potem so ga pač kupili tisti, ki so pač te medije rabili. To ni zgodba vseh medijev enaka. Nekateri, recimo, v Dnevniku, DZS je kupoval te deleže po enormni ceni, ne. Stirja, ki ima v Dnevniku nekaj več kot 25%, je te deleže kupovala po enormni ceni, ne. Tako da zgodbe so različne, ampak instrumentalizacija je pa dosti podobna. Če lahko mogoče samo kratek zgodovinski diskus, ali pa da vas prosim za, bom rekel, bolj plastično pojasnilo za naše poslušalce, ki pač morda niso doživeli, ne, tega lastninjenja v 90-ih letih. Zakaj točno je šlo in zakaj je bilo v bistvu to tako pomembno, da je potem vplivalo na vso ta razvoj dogodkov na medijski sceni? Mediji so bili, recimo, kot sem prej rekel, v medijih sem bil od zlatega obdobja do pravzaprav kolapsa, slovnega kolapsa medijev. In mediji so bili zelo dobre družbe, ne. Ko se je pa zadeva lastnila, je bilo potrebno narediti neko oceno družbe, da bi videli, kakšna vrednost lastnine se sploh deli. In pri Dnevnikih, ne, recimo, se je to delilo, koliko nepremičnin imaš, koliko denarja imaš in tako naprej. Ni se pa upoštevalo, v bistvu, se pravi, bila je neka statična cenitev, ni se pa uporabljalo neke dinamične cenitve, kjer bi moral vrednost te blagovne znamke oceniti in kaj lahko narediš s to blagovno znamko naprej, ne. To je že bil en taka zadeva. Druga zadeva je bila, ne, pač kot v vseh firmah, da se ni znalo razprševati lastništva, ne. Recimo, če vzamete eno Krko, ne, njen menedžment je izpeljal zadeve na ta način, ne, da je danes Krka od politike precej neodvisna firma, ne. Ne more nekdo priti na skupščino pa postavljati uprave, nadzornih svetov in tako naprej. Kot se je recimo potem dogajalo v založniških hišah, ko je politika pravzaprav te zadeve v enem letu in pol po lastninjenju že obvladovala. In to je taka, in saj težko bi to rekel, da bi zelo enostavno povedal ljudem, zakaj je do tega prišlo. Ampak splošno lahko rečemo samo to. Do tega je prišlo zato, ker se je medijske družbe, ki upravljajo seveda neko zelo pomembno družbeno funkcijo, enačilo z vsemi drugimi kapitalskimi družbami, tisti, ki delajo avte, šraufe, delajo pašto in tako naprej, a ne. To je bil ta problem, ne. Točno tukaj sem želela nadaljevati, ne. Ker ste omenili, da so se napake začele ali pa da je začelo vse skupaj navzdol iti, ko so medije preoblikovali v navadne kapitalske družbe, pa so jih prevzemali lastniki brez pedigreja iz založništva in kupovali v bistvu kot orodje za doseganje drugih ciljev. Sem opazila, da se je že pojavljalo tudi na družbenih omrežjih te razprave, pa saj kaj pa so mediji toliko posebnega, pa saj podjetje kot eno drugo podjetje, in ste ravno zdaj tudi to omenili. Ni enako. Zakaj niso enako? Katere družbene vloge imate v mislih? No, prvo, da povem, recimo, če bi takrat prepustili te medije nekim, mogoče tudi tujim založniškim hišam, ki se na ta posel spoznajo, bi mediji potegnili drugačne. Ampak politika ni pustila, da bi tujci prišli v medije, ne. Politika ni pustila, da bi tujci prišli v medije, ne. Zdaj pa, da se vrnem k vašemu vprašanju, zakaj so. Mediji so pravzaprav kvalitetni mediji so neko orodje, v bistvu neke
vzpostavljanje neke družbene kohezije, ne. Se pravi, mediji so v bistvu zrcaljenje neke realnosti do bralca. In dober medij v bistvu je neke vrste kurator realnosti. Ti pove, kaj je pomembno, ti pove približno, ne, kako moraš te zadeve jemati, s kakšno resnostjo, kaj je bolj, kaj je manj pomembno, ne. Danes, ko pa imamo tako izrazito atomizacijo medijev, je pa pravzaprav vse enako pomembno, ne. Nihče niti ne ve, kaj je bolj pomembno, kaj je manj pomembno. Saj mladi pravzaprav blagovnih znamk medijev bolj malo cenijo, ne. Danes je v ospredju je vsebina, v ospredju so avtorji, blagovne znamke medijev niso več toliko pomembne, ne. Saj tudi ne samo medijev, ne, če pogledaš tudi avtomobilska industrija se tule Ampak spremeni. recimo v Ja. avtomobilski industriji se mi zdi, da je to še vseeno bistveno pomembnejše, ne. Recimo, kaj ste, malo zadržek kupiti kitajski avto, čeprav, ko bereš po vseh specifikacijah, je popolnoma konkurenčen recimo nemškemu avtu, ne. Ampak pri medijih je pa tako, danes v bistvu vprašaš nekoga, kje si to prebral, nimam pojma, na Facebooku, na Twitterju, ne. Ne. In to je jasno, začetek te atomizacije in degradacije brendov so pravzaprav vedno bolj zmogljivi iskalniki na začetku so bili, ne. Pravi, dejansko, ko si ti iskal neko informacijo, je bolj, da si to napisal v Google, kakor v iskalnik vsakega posameznega medija, si prej prišel do zadeve, ne. Zdaj pa, če mogoče bi lahko, ker ko sva se dogovarjala za intervju, sem omenila, da naju bo seveda zanimalo vaš komentar na stanje v medijih, pa tudi dve stvari, s katerimi ste se vi intenzivno skozi to svojo medijsko kariero ukvarjali, to je bilo raziskovanje medijev, torej strateško kam, kako in zakaj, in pa trženje medijev. Če lahko mogoče temu poglavju o lastništvu, ker smo omenili, da ena od težav, da so mediji danes, kjer so, je to, je problem lastništva. Kaj bi se pa vam zdel, ne kdo v smislu fizične osebe, ali pa lahko je tudi fizična oseba, podjetje, organizacija, koga vidite kot optimalnega lastnika oziroma lastnico medijev? Še prej sem vam omenil, ne, optimalni lastnik medijev bi bila neka močna medijska hiša, ki se na poslu spozna, ki je tudi finančno dovolj močna, da bi lahko financirala neke razvojne projekte znotraj medijev in bi pri tem lahko tvegala tudi, da kakšna zadeva ne uspe. To bi bil idealni lastnik. Ga vidite takšnega v Sloveniji? V Sloveniji takega ni, seveda. To so edino kakšne tuje, ampak pri teh tujih medijskih na začetku je bil neki interes, ne. Zdaj pa zagotovo ga ni več, mi smo tako majhen trg, da v bistvu ti mediji, ki se tudi sicer na svojih matičnih trgih ukvarjajo s problemi, si ne bodo še en dodaten mali problem na slovenskem trgu naprtili na grbo, ne. Ni danes v bistvu povpraševanje po lastništvu v medijih, tega povpraševanja danes ni več, ne. In zaradi tega se pač medije poskuša še, dokler so še živi, ne, dokler imajo še neke substance, jih pač do konca užeti in potem bo, kaj se bo zgodilo z njimi, verjetno bodo nekateri recimo taki znana novinarska imena bodo ratali influencerji, kakšna dva bosta recimo odprla neko spletno stran, kjer bo en dan en nekaj napisal, drugi in tako naprej. Na ta način se bo zadeva končala, ne. Zdaj, kdaj se bo končala, recimo tam nekje okrog leta 30, recimo. Čeprav zanimivo, že ene 30, 25 let nazaj so eni Nemci napovedovali, da bodo tiskani mediji okrog leta 30 prenehali delati.
Ampak tudi, ne, v bistvu po tej poti tiskanih medijev grejo tudi kakšni drugi glas, tudi televiziji ni več rožnato, ne. Mhm. Ne. Radio, recimo, radio, to je pač tak kontekstualni medij, ta bo obstal, recimo, ne. Če nič drugega, dokler se vozimo, nekaj moramo poslušati v radiu, ne, predvsem če se voziš sam, nima sopotnikov, ne. Morda preden čist pokopljemo medije, ne, vendarle še dve vprašanje, oziroma eno vprašanje in en izziv. Zakaj slovenska politika ni dovolila tujega lastništva? In bom sugeriral dva odgovora, pa če je tretji pravilen, seveda, ne, me lahko komot popravite. Ali je po eni strani tako zelo razumela družbeno vlogo medijev, da je ni izpustila iz rok, ali pa je tako zelo ni razumela, da ni dovolila, oziroma da se ji vprašanje njihovega razvoja ni zdelo pomembno. In na to slednje se navezuje pa ideja, ki jo je Boris Dežulović v pogovoru z nama, z Natašo, pred leti že predlagal, da bi po njegovem v današnji situaciji vsi mediji morali biti javno financirani tako ali drugače. No, zdaj vsi mediji ne morejo biti javno financirani, ker potem kje bi dobili toliko sredstev, ne. Kar ste pa vi omenili, mislim, da niti prva, niti druga zadeva ni pravilna, ampak politika medijev ni spustila iz rok in jih pustila nekim strateškim lastnikom, zaradi tega, ker potem se ne bi mogla v bistvu vtikati v kadrovanje v teh medijih. To je glavni, to je ne glavni, to je pravzaprav edini odgovor, ne. V bistvu jaz, ko sem bil v nadzornem svetu, predvsem na koncu prvega mandata, v drugi, sem to v živo videl, kako ta zadeva laufa in je ta hipoteza ni hipoteza, ampak je pravzaprav dejstvo, pravilo, ne. Da seveda jih hočejo za svoje vrtičke. Tako, ne, ja, čeprav ne, v bistvu ne vedo pa, da si na ta način dejansko režejo vejo, na kateri sedijo, ne. Oni si mislijo, če bom jaz obvladoval nek močen medij, mi bo to pomagalo pri prosperiteti moje blagovne znamke med volivci, ne. Ma je ravno nasprotno, ne. V bistvu velikokrat sistem, ne, ko si tako podredijo medij, tako očitno, ti pravzaprav škodijo, ne. In tudi ta medij je na ta način vse manj vpliven, ne. Se pravi, grejo tudi oni po tej spirali smrti navzdol. V Sloveniji, dajte me popraviti, če sem koga spustila, ampak ko gledam večje medije, pri nas so Finance v rokah tujcev, ne, pa N1 je tudi slovenska podružnica. Ja, A je še kdo? da bi bil čisto Ja, neodvisen. da bi rekel, evo, tule so pa tuji lastniki in težko kdorkoli doma Mislim, prca po njih. žurnal ima Stirja, ne. No, okej. Nekak žurnal pa to Bolho nekako fura Stirja tukaj, ne. Z drugega omembe vrednega pa mislim, da ne. Pol pa Ja. kar povejte, ja. Je pa v bistvu mogoče še čisto ena zadeva. Mi se danes predvsem tukaj pogovarjamo o splošno informativnih medijih, ne, se pravi mediji, Seveda. ki imajo dejansko največji problem. Specializirani mediji danes nimajo problemov, ne, tudi z prehodom na pač na digitalne platforme, oni sploh nimajo problemov z monetizacijo. Probleme imajo splošno informativni mediji. Seveda tisti specializirani nimajo, ker tisti pa verjetno res lahko laufa kot obično podjetje. Naš cilj je to, dobiti moramo, ne vem, bralce, gledalce, poslušalce, da klikajo to in greš v tej smeri. Tukaj je pa s temi informativnimi oddajami. Tako, recimo, če rečem, neka pravna praksa, ne, to je medij za pravnike, ne, ki ga morajo imeti pri svojem delu, ne.
In zdaj, če greš ti iz platforme tiska na platformo digitala, si še bolj povečaš ekonomiko, ne? Ker se ob istih prihodkih pravzaprav se znebiš toliko stroškov. Recimo dober in v bistvu dober primer so tudi Finance, ne? Ki so v lasti Bonierja. Ne samo, da imajo oni uredniško politiko, ki je dejansko neodvisna, najbolj od vseh, ne? Ampak oni so tudi v veliki meri medij news to use, ne? Se pravi, tisti, ki se ukvarjajo s financami, ki se ukvarjajo z nekim računovodstvom, pravzaprav finance morajo imeti, ker jih rabijo za svoje delo, ne? Če pa recimo imaš neko delo, dnevnik, večer, ne? Kako boš plačal tisto mesečno naročnino, če imaš na voljo zastonj MMC, Siol, Seveda. Žurnal in tako naprej, ne? Te splošno informativne medije, ki so skoraj v celoti full service, ne? Se pravi, da imajo vse redakcije, ki jih ima nek splošno informativni medij in so zastonj. Kako boš monetiziral te zadeve? Da niti ne omenjam, da je 3/4 vsebin zelo podobnih pri vseh in da je kopica od teh vsebin copy-paste STA-ja. Kar je tudi seveda Absolutno, res. posledica Jaz sem finančnih situacij v medijih, ne. Ja, ampak to je v bistvu celo nekoliko širši problem. Vem, da pri vsakem založniku, ki sem bil, smo na teh delavnicah, sem pravzaprav pri vsakemu izpostavljal, dajmo pogledati pomembne dogodke, ki se dogajajo po svetu in naslovne strani 3 osrednjih časopisov v Sloveniji. Vsi imajo iste zadeve na prvi strani, ne. Se pravi, in tudi podobno zastavljene. Kako boš potem konkuriral, če si podoben drug drugemu, ne? Ja. Tudi v bistvu zelo potrebno je v slovenskih pogojih zelo veliko poudarka dati tudi na zorski pluralnosti medijskega prostora. To je tudi en velik problem, ki nas tolče dol, ne. Pojdimo kar od tulele naprej, ker ena od stvari, s katerimi ste se intenzivno ukvarjali v svoji karieri, je pa tudi bilo raziskovanje medijev. Zakaj mislite oziroma kaj imate v mislih pri tej zadnji stvari, ki ste jo recimo omenili, da je ta nazorskost v medijih, ali pa kako je predstavljena in kaj je sploh predstavljeno, zakaj je to problem? Kaj vidite kot problem? Ja. To je večplasten problem, ne. V bistvu vsaka demokratična družba, če hoče biti res demokratična, mora imeti celoten spekter medijev, če ga gledamo skozi neko nazorsko lupo, ne. Zakaj? Zaradi tega, ker pri ljudeh, da boš ti cenil nek medij, je pomemben faktor tudi, da je vrednota tistega medija dosti podobna tvoji vrednoti, ne. In zdaj, če tega na trgu ne dobiš, si enostavno frustriran. In kaj naredimo ljudje, ko smo frustrirani? Reagiramo na 2 načina. Eni reagirajo v bistvu agresivno, to dela običajno politika, recimo, da rečemo v družbenem življenju. Drugi se potuhnejo. Ampak ene in druge, ko vprašaš, ali so zadovoljni z medijskim prostorom, bodo rekli ne, ne. In se pravi, ta asimetričnost nazorska daje politiki potem nek manevrski prostor oziroma hrani neko nezadovoljstvo, ki ga potem politika širi do vseh medijev v prostor, ne. Zaradi tega je pri nas relativno nizko ocenjena zaupanje v medije, ne. To je ta splošna zadeva, ne. Morali bi paziti, država bi morala bolj paziti, ne, se pravi, država, ki je v interesu neka zmerna, recimo neka demokratičen razvoj, bi morala paziti na te ravnovesja v družbi, da bi ustvarjala pogoje, da bi v bistvu to se ustvarilo. Čeprav vedno, ko sem to izpostavil, so mi rekli, ja, na desni ni zadosti konzervativnih medijev v Sloveniji ni dovolj. Ja, pa ne jih naredijo, saj je odprt trg, ne. To je res, ne, ampak to ni tako enostavno. Ti lahko narediš
to, kar je desnica danes naredila. Odprla neke marginalne medije, ki jih je veliko število, en drugega povzemajo, ne? Ampak to k neki družbeni koheziji absolutno ne prispeva. Ne? Zdi se, da so na tem polu, ne, oziroma na tem delu svetovno-nazorskega spektra v Sloveniji šli po bližnjici, ne, da pač ta, da rečemo, družbeno-politična vloga medijev, kot jo razume politika, čeprav, kot smo ugotavljamo, je v resnici to razumevanje napačno oziroma ne bi smelo biti tako izraženo, da se fokusirajo na to, ne fokusirajo se pa na ta splošno informativni del, na del razumevanja, na del pojasnjevanja, to, kar ste na začetku pojasnili, ker to spet zahteva znanje, vložek v delu, v kapitalu in v ljudeh. Ne? Ja, seveda, normalno. Ne? In v bistvu država je vseeno v obdobju, recimo, ko imamo svojo državo, vseeno, sicer medijem po nekih drobtincah dajala neka sredstva, ampak če bi vse sešteli, vseeno nekaj sredstev dala medijem. Ne? Recimo, bolj pomembnejše bi bilo, da bi recimo, kaj ste enkrat, ko je recimo crknil Slovenc, ne? In bi rekli, tukaj je zdaj nastalo neko področje, ki ni pokrito, dajmo nekega založnika, ki je sposoben to narediti, mu pomagati sofinancirati nek medijski projekt na tem področju. Ne? In bi bilo celotni državi v naslednjih letih precej lažje, se mi zdi na ta način. Ne? Ampak seveda, politiki so vedno situacijsko usmerjeni, ni kakšne hude strategije, od danes do jutra, od volitev do volitev. Ne? Ja, tega pogleda za 5 let naprej ali pa 10, to je že znanstvena fantastika. To v bistvu mogoče ne še v času Drnovška, da je poskušal tako malo strateško gledati na te zadeve, se mi je zdelo. Ne? Ampak je imel okrog sebe pa ljudi, ki so izrazito kratkoročno grabili stvari. Ne? Ko se pogovarjamo o raziskovanju medijev in ker ste se s tem veliko ukvarjali v 90-ih in kasneje, a je šlo tako naprej? Smo danes 2025 in to, kar se še dogaja in se bo, a smo tam, kjer ste v 90-ih in tistih letih študirali, kam da bo šlo? Ne, v bistvu je danes zadeva slabša, kot smo si predstavljali, da bo. Ne? V bistvu, prej sem omenil, da je že 30 let nazaj, da so napovedovali, da okrog leta 2030 bojo tiskani. Jaz temu nisem verjel. Ne? In sem bil do pred 10 let precej optimista tukaj, ne? Ampak potem sem pa videl, da sem se motil. Ne? Predvsem sem se motil zaradi tega, se mi zdi, ker v hišah, ki sem jih delal po delu, nikoli ni bilo sredstev, da bi res nek razvoj se šli, da bi preizkušali stvari in da bi v bistvu imeli možnost tudi zgrešiti kakšne zadeve in bi šlo toliko denarja. Nikoli ni bilo več denarja za razvoj. Ne? Recimo na Dnevniku smo naredili takrat direkt, ne? Ja, se spomnim. Kot neke vrste urbani tabloid, neka sinteza Bilda pa Sana je bil. Ne? Relativno nova zadeva za Slovenijo. Ne? Tisti projekt je Dnevnik stal, mislim, da na koncu izgube 2 milijona. Bližno 2 milijona izgube je bilo na koncu, ko je ta zadeva prenehala pod Dnevnikovim okriljem izhajati. Recimo žurnal, ki ga je Stirja v bistvu peljala najprej Tednik, potem tisti Dnevnik, mislim, da je napravil luknje, ne bom zdaj čisto natančen, ampak blizu 50 milijonov. Se pravi, Stirja je toliko investirala v nek projekt, ki se je pač ni šel. Ne? In mislim, da je enkrat na nadzornem svetu Dnevnika tudi tale Klaus Schweighofer
bil malo skeptičen, ko smo šli s tem direktom ven, ker smo rekli, koliko denarja imamo, a je rekel, mislim, da mi ne gremo v noben projekt, če nimamo zagotovljenih vsaj 10 milijonov naprej za nek tak medijski projekt. Ni imel tukaj čist prav. Samo kot opomba, govorimo tukaj še o tolarjih, se ne da je malo denarja, ampak sam... Ne vem o markah, ne vem. Okay, ja. Toliko jih je stalo, ne? Se pravi, toliko so imeli več stroškov kot prihodkov. Mogoče so bile to marke. Ja. No, mislim, vsekakor veliko denarja, sploh za takratne razmere. Seveda. Mislim, oni so na nesrečo prišli v času, ne, ko so počasi že v Zahodni Evropi ni bil več tisti pik, ne, teh brezplačnih časopisov. Po drugi strani so pa Goran Novković takrat delal, se mi zdi, zelo dober brezplačen časopis. Vem, da ko sem gledal recimo te zahodne brezplačnike, so bili po kvaliteti izrazito slabši, kot je bil tisti žurnal. Ne. Mislim, da je bil žurnal 24. Tako, ja. Pa tedenski žurnal je bil rdeč, dnevni je bil pa moder. Ja, ampak v bistvu je bilo že na začetku, oni so mislili, da se bo oglaševalski trg v Sloveniji razvijal, se pa ne, in oni bi morali res zelo velik delež pobrati ven, da bi se pokrili. Ne. Pa se to ni moglo zgoditi. Ampak to je to. Tak založnik je pravi, se pravi, da gre v nek projekt, ne, riskira, če bi mu uspelo, bi bilo v redu, če mu ne bi uspelo, pač je to poslovni rizik, ki ga more vsak nov risk, nov manj. Pravite, denarja za razvoj ni. Ga ni bilo. Sploh v teh novih lastnikih, ki so potem pokupili slovenske medije, ta velika imena slovenske. Mislim, nekaj ga je bilo še pri delu, potem, ko sem jaz šel tam, delo je še kar nekaj investiralo, v glavnem tudi sicer projekti niso rodili kakšne posebnega efekta, ne, ampak delo je še imelo nekaj sredstev, medtem ko drugi so pa v bistvu enostavno ni bilo denarja za razvoj. Ne. No, to sem hotel vprašati. Ne? Denarja za razvoj ni bilo, ampak zdi se, da denar za vse ostalo je pa bil. Razen za tisto, kar se pravi, ni ga bilo za ljudi in ni ga bilo za razvoj, za vse ostalo je pa bil. A je to samo... Ja, bil je za lastnika, ne? Tako. Bil je za lastnika, ne? Ampak, a veste, v bistvu, če nisi ti strateški lastnik, ja, zakaj pa imaš medij? Zato, da pač izvlečeš iz njega vse, kar lahko, ne. Bodi si v smislu podpore nekim svojim projektom, bodi si v finančnem smislu. Ne. Če ti nisi strateški lastnik. Vam povem en primer. Bil sem enkrat na enem medijskem kongresu in sem zvečer, pri večerji, sem sedel na ključno za eno mizo, tam je sedel en gospod in sem ga vprašal, kjer prihaja, rekel, da s Peruja, vem, da je imel nemški priimek in sem rekel, kakšen medij pa imate? Je rekel, jaz sem prišel samo pogledati, kaj se govori v tej medijski sredi, kakšno funkcijo pa imate v mediju. Je rekel, jaz imam en gospodarski časnik v lasti. Drugače pa jaz se ne spoznam na medij, jaz sem gradbenik. Sem rekel, takrat v Sloveniji namreč še ni bil, nismo imeli te prakse. Sem rekel, pa čudno gradbenik, pa ste kupil medij. Je rekel, veste, pri nas je tako. Moji kolegi hodijo z bodyguardi ali pa vsaj z močnim koltom za pasom, jaz sem pa gotovo, da sem bolj varen, če sem kupil gospodarski časopis. Se pravi, na ta način se izkoriščajo mediji. Eno direktno vprašanje, ker se z njegovim imenom in priimkom veliko vpleta, ko govorimo o medijih. Slovenski poslovnež Martin Odlazek, ali je on dober strateški lastnik? On v bistvu dobro fura svoj posel. Ampak ali ta posel fura na transparentni način, bom pa rekel, da tukaj je pa en veliko vprašanje. To je sicer bolj
vprašaj za naše organe kontrole, AVK in tako naprej. Ne. On sicer skrbi, da je po na črkobralski način zadeva polka neurejena, njegova hobotnica je strašno razčlenjena, lastniki so taki in onaki, ampak vsi so pa na nek način povezani. Ne. In naš AVK očitno ne najde načina, da bi te zadeve reguliral. Tudi zato, ker po mojem nima ljudi, ki bi se razumeli na to zadevo. Čeprav nekoč je bila zadeva drugačna. Jaz se spomnim, ko je Delo kupilo Večer, ne vem, če se to spomnite, in je potem AVK čez nekaj časa zahteval, da Delo more Večer prodati. Ne. Takrat, vem, bil sem v Dnevniku, je direktor AVK-ja prav pod neko grožnjo sem dobil dopis, da moram priti k njemu na sestanek. In tam sem bil na sestanku 2 uri, čeprav to ni bila moja tema, ker me je totalno vse spraševal, kako mediji poslujejo, kakšne so funkcije. Se pravi, da je on razumel poslovanje in da je potem na ta način lahko to enostavno preverjal. Ne vem, ali AVK danes še kaj dela na ta način ali ne, to res ne vem, ampak zgleda, da ne. No, v bistvu lahko jaz povem, da dela na ta način, ko se vsake toliko spravi preverjati radijski posel, ne? Ker tako kot je Martin Odlazek konsolidiral skozi razpršitev ta svoj tiskani del, ne? Tako je nekoč Leo Oblak konsolidiral skozi razpršitev svojo radijsko mrežo. Ne? Tako da ta tehnika ima v Sloveniji dolgo in bogato zgodovino. Ne? In seveda se spet vprašam, in spet pridemo na točko, ali je aktivnost ali neaktivnost AVK-ja povezana z njihovo nezmožnostjo tega ali pomanjkanjem, kaj se temu reče, vzpodbude strani politike. Ne? Ja, ne znam odgovoriti, nisem insider politični, tako da res ne bi vedel, kaj je sredi. Dejansko, ne? Karkoli si mislimo o Odlazku, to, kar ste rekli, v smislu zagovarjanja in zasledovanja njegovih lastnih interesov, mu ta hip verjetno v slovenskem medijskem prostoru ni para. Ampak. Ja, to je res. Ne? V bistvu on tudi, jaz mislim, da se on tudi dobro zaveda, ne, da tiskane medije počasi jemlje, ne, da bo pač v tem času iz njih iztisnil vse, kar se iztisniti da. Ne. In pač te zadeve pač investiral v nek drug posel. Predvidevam. Zdaj, kar se pa to govori o recimo neki politični pristranskosti njegovih medijev in tako naprej, mislim, da to pa ni tako velik problem. Če pride druga vlada, bo pač druga vlada, bo servisiral drugo vlado. Ne. Pa smo pri tudi zaupanju v medije. Ne samo, da je stanje tako, ko pogledaš v drobovje, slabo, ker je manj denarja, ga je seveda manj tudi za najzahtevnejše novinarske žanre, kar se pozna na vsebini in kar se na koncu pozna na odstotkih, v katerih merijo zaupanje v medije, ki konstantno pada in je pri dnu tam, mislim, da Aljaž, s politiko, pa tudi duhovniki, mislim, da so pri dnu, ali pa cerkev. Čeprav nekateri podatki, recimo na evropskem nivoju, čeprav nimamo čist takih, da bi lahko primerjali vse trge, splošno, generalno zaupanje v medije v Sloveniji ni tako nizko, ne, recimo. Zdaj zaupanje v novinarje ni nujno isto kot zaupanje v medije. Tako je razlika, ja. To je razlika. In seveda, če je zaupanje v novinarje tako nizko, se mora seveda predvsem ta ceh tudi vprašati, ali oni kaj napačno delajo. Ne. No, pa recimo, če... Jaz mislim, da bi bilo relevantno to samo spraševanje. Ki ga je po vašem premalo, ali sploh nič? Izrazito premalo ga je. Ne. Tudi v bistvu te cehovske organizacije, ne, pravzaprav bolj tako, človek rekel, populistično zagovarjajo neke vrednote, ne, ampak da bi pa malo bolj
recimo filtrirano pristopili k dejanskim problemom, pa mislim, da ni preveč motiva za to. No, pa če bi vas povabili na eno sejo, gospod Aleksander Bratina, povejte nam, nastavite nam ogledalo, kaj vse bi vi našteli? Jaz bi mi rekel tako, novinarstvo že samo po sebi je aktivističen poklic. Ampak v novinarji so vseeno bistveno preveč aktivisti, glede na to, s kakšno branžo se ukvarjajo. Pravi, novinarji zelo velikokrat se preveč imajo za kreatorje politike in premalo za v bistvu nadzornike politike, recimo, taka zadeva. Recimo, ta problem slovenske RTV je tak. Mislim, vsa ta kolobocija, ki se je odvila okrog RTV-ja, sem prepričan, da ni dvignila ugleda novinarstva v Sloveniji, ampak ga je kvečjemu spustila. Pa kakšne še take zadeve, preveč aktivistične. Skratka, novinarstvo mora biti zelo dobro informirano s strani politike, ampak zelo jasno pokazano, da pa na profesionalnem nivoju morajo biti releji vzpostavljeni, da tukaj ni to, kar bi kar direkt prevajal. Tega je premalo v Sloveniji. Če milijonarji za lastnike sami po sebi niso v redu, pač če ne razumejo medijev, če strateških lastnikov v Sloveniji v resnici nimamo, če gradbeniki, tiskarji, trgovci sadja in karkoli niso v redu, kdo je pa sploh v redu lastnik, oziroma kakšen lastniški model medija v Sloveniji bi po vašem v zdajšnji situaciji sploh bil optimalen, funkcionalen? Torej, že prej sem vam rekel, da zelo težko na to odgovorim. Povedal sem vam, da če bi prišel kakšen drug strateški tuj lastnik, bi bilo dosti boljše. Zdaj v zadnjem času se precej govori o zadružništvu, medijskem zadružništvu. To sem jaz malo skeptičen, ker tudi če si ti zadruga, moraš vzpostaviti neko poslovno strukturo znotraj. In v zadružništvu, predvsem ko se govori o novinarski srenji, se hitro pride lahko do samoupravljanja. Samoupravljanje pa ni dober sistem, vzdržen sistem vodenja nekega posla. To sem jaz malo skeptičen na te zadeve. Zdaj, v bistvu, po svetu se v enem času še tudi govorilo, ker imamo neke zelo bogate ljudi, ki ne vejo, kam bi z denarjem, pa se lotevajo nekih, recimo, človekoljubnih projektov, da bi bili, recimo, meceni nekim pomembnim medijem, ki so v krizi. Ampak, recimo, jaz sem to mislil, da bo to Bezos, pri njegovem Washington Postu, kaj. V teh volitvah se je izkazalo, da to ni dolgo trajalo. Ni dolgo trajalo. Ja. Ne vem, ne znam oceniti. V bistvu obstajajo principi vodenja medijskih družb, kadriranja, kakšni ljudje morajo biti na kakšnih položajih, da bo medij čim boljši, koliko ljudi rabi za to, ampak za to rabiš tudi sredstva. Kdo bo zdaj zagotovil sredstva in bo pustil, da bodo firme samostojno poslovale. To je glavni. To v glavnem naredijo strateški založniki. Ja, no pa pojmo še majčkeno se dotakniti poglavja trženje medijev, ker tudi s tem ste se veliko ukvarjali. A je medije, če rečemo, da normalno funkcionirajo, ne zdaj to črno sliko, ki smo jo naslikali v zadnji uri, ampak recimo en normalen medij, kaj mora delati, da se ga da tržiti? Ali drugače, a se medije sploh da tržiti, ali je treba imeti v mislih, da je delati profitabilen medij, ki bi imel neke news poslanstva, spremljal infopolitiko, a se to sploh da? Ali moraš vzeti v zakup, da
tlele bo luknja vedno večja od prihodkov. V bistvu to drugo, kar ste rekli, je vedno bolj res, ne? Čeprav se seveda medija, da tudi da tržiti. Ne? Ampak tukaj pa imamo en problem teh svetovnih platform, ne? Alfa, beta, mete. Ne? Mediji se monetizirajo za prodajo vsebin in s prodajo glasnega prostora. To sta dva glavna vidika monetizacije. Prodaja vsebin gre bolj slabo. Zadnjič sem bral v Reuters Institute za leto 2024, je delal na 47 državah v celem svetu. Samo 17% populacije je v lanskem letu karkoli plačalo za neko novico. 55% je odgovorilo, da v nobenem primeru za novico ne bi nič plačali. Ne? Zanimivo, ko so spraševali, kje ljudje dobijo informacije, ne? Jih je 66% reklo, da na teh platformah, ne, velikih platformah, samo 22% je reklo, da je pol informacije iskalo pri tradicionalnih medijskih družbah, ne, se pravi na spletu pri medijskih. Ne, se pravi, tukaj je en velik problem monetizacije, že sam po sebi se kaže. In v bistvu majhen, jaz mislim, sej vi ste majhen medij, recimo, ne? In verjetno se vi največ financirate iz nekih donacij, čeprav to je bolj tako, ne? Pa recimo iz nekih razpisov. Ne? Ampak to lahko delate kot majhen medij. Ne? Velik medij te možnosti nima. Ne? In zaradi tega, ne, v bistvu se dogaja ta atomizacija. Ne? Kot sem rekel, verjetno bodo veliki mediji in neki novinarji bodo bili pač neki vplivneži, ne? Na ta način se bo zadeva prelomila. Ne? Trženje medijev je zelo problematično. Ne? Še nekaj, v tem Reuters institutu sem videl eno zanimivost. Ne? Mi imamo neke cenike, bodisi tiskanih, bodisi elektronskih verzij novic. Ne? In dejanska cena, ki jo dosegajo na trgu, je v polovici primerov bistveno nižja od cene v ceniku. Ne? Se pravi, da ti lahko tržiš medij, vsebino medija samo po neki znižani ceni. In mogoče je za poslušalce zelo zanimivo to, ne, da ceno, ki jo dosežejo ponudniki vsebin, vedno korespondira z standardno vrednostjo Netflixa na enem trgu ali pa Spotify premiuma. Ne. Se pravi, v Sloveniji je tista standardna verzija, se mi zdi, da 7 evrov Netflixa, Spotify pa ne vem koliko, 5 ali nekaj takega. Mogoče vi bolj veste. In to je tista modusna cena, ki bi jo mogoče ljudje še plačali, tisti, ki so pripravljeni kaj plačati za novice. Ne? To pa je seveda premalo. Ja, zanimivo, ne, ker to sem hotel vprašati. Nekje se mi je valalo po malem možganu. Če se jaz naročim na Delo, tako da imam elektronsko edicijo tistega, kar sem bil recimo navajen v tiskani obliki, mene to pride čez prst 30 evrov na mesec. Tako, absolutno tega ne boste plačali. Mogoče vi boste, velika večina ljudi ne bo. Ampak potem ima Delo neke akcije, ne? Pa vam bodo ponudili za 8 evrov. Pa recimo boste kupili za 8 evrov. Takrat, ko se vam bo izteklo poskusno obdobje, ne, vas bodo običajno pustili na 8 evrih, ki vejo, da če boste šli na 30, vas zgubijo. Ne. Raj 8 na varnem kot 30 skozi okno. Ne. Ja, ne, ampak in recimo, to delajo tudi drugi. Ja, ko sem pa na Washington Post, ali pa New York Times, je pa 6-8 evrov. Jaz razumem ekonomijo obsega. Ne. Oni za 6 evrov od mene in krat, ne vem, 100 tisoč, 200 tisoč, 800 tisoč, jim nekaj drugega pomeni. Ampak
a ni mogoče obrniti tega pogona na način, da bi slovenski mediji cenovno, digitalno lahko bili vsaj bližje, ne gli za 8 evrov, pa rečeš, ker je domače, plačaš 15. A ni to mogoče? Ne, za to infrastrukturo, ki jo imajo danes, predvsem kadrovsko, tega ni možno, ker potem enostavno nimajo za plače novinarjem. Ne. Namreč tudi pri tisku se dogaja tako. Ne. Vi imate, recimo, Delo, če bi ga hotel od ponedeljka do sobote, je čez 50 evrov mesečni račun. Ne. In če vemo, da tiskane medije v glavnem berejo starejši ljudje, je to pravzaprav več kot 5% povprečne pokojnine. Ne. In če vemo, da upokojenec potem rabi doma še televizijo, pa mogoče internet, je to še ne 50, je to 10% penzije. A bo, mislite, en upokojenec 10% svoje penzije dal za komunikacije? Ne bo dal. Ampak bo vzel tisto, s katero, ki mu je nujna, in potem tisto časopis ni nujen. No, in kaj potem ob vsem povedanem gospod Aleksander Bratina konzumira od medijev domačih in tujih? Kakšna je vaša medijska dieta? Kakšna je moja medijska dieta? Jaz je vsak dan, zdaj imam toliko časa, če ga ne delim z vnuki, da vse 3 slovenske časnike preberem. Potem preberem, da vem, kaj bi se mogoče kaj začelo dogajati, kakšen požar report. Potem preberem Portal Plus, se pravi, preberem od teh bolj desnih, recimo še Info TV, preberem N1, MMC-ja ne berem, ker gledam informativne programe, Pop TV-ja ne berem, razen včasih. Mladine preberem včasih, ja, včasih ne. Nisem pa reden bralec, no, zdaj sem vam vse povedal. Finance samo ošiljem, nisem več v tem poslu. Od teh tujih pa v bistvu vzamem to, dejansko nimam nič naročenega. To, kar dobim, recimo za 100, recimo še Guardian dobi za 100. Ja, pol smo pa proti koncu v tej epizodi in konec je vedno takšen, da gosta vprašava, da z nama deli kakšno zanimivost, da nama pove nekaj, kar ne vemo, pa bi bilo fajn, da bi vedeli. In to je res lahko karkoli povezano z vami osebno, z vašo kariero ali pa tudi nekaj čist X. Tako da, izvolite. No, jaz nisem toliko zanimiv človek, pa bom nekaj povedal, eno zanimivost z področja novinarstva. Tam nekje med letom 1995 pa 2000, ko sem bil na Delu, je k meni prišel en, kasneje sem videl, zelo znan novinar in publicist Herman Obermayer, ki je delal za ameriški State Department. Po vseh bivših socialističnih državah stanje, medijsko situacijo v teh državah in je potem napravil za vsako državo tudi ta pregled in ga dal State Departmentu. In ne vem, kdo ga je k meni na Delo pripeljal in jaz sem s tem človekom preživel 3 dni skupaj. In moram reči, da je bilo to silno zanimiva zadeva. On me vse živo spraševal o medijih, jaz sem mu povedal. Tudi potem je napisal za Slovenijo zelo dober prispevek, najboljši od vseh, ki mi je poslal poročila iz vseh držav. Bistveno je to, kar so se mi 2 stvari, kar so se mi 2 pogovarjala. Nekaj me je vprašal o novinarskih žanrih, katere žanre so najbolj upošteva. In v bistvu sem rekel, na Delu je bilo takrat prav formalno, ker sem delal konzumacijske analize, en žanr imenovan komentirano poročilo. In on me malo gleda, ko mu to rečem, da si očala malo dol in reče, what the fuck is this? Se pravi, prva zadeva, ne? Pa to ne more biti, ali je poročilo ali je komentar. In to še danes delajo novinarji te napake, ne? Da v bistvu ne ločujejo, se pravi, poročila v bistvu opremljajo. In druga zadeva, ki
sem mu jo povedal, je, da novinarji, ko delajo intervjuje z ljudmi, z politiki, jim pošiljajo v avtorizacijo te intervjuje. Tudi ravno tako je rekel. Pa kako je to mogoče? Je rekel. Če politik zahteva avtorizacijo, tisti politik ne sme več dobiti možnost intervjuja. In če novinar pošlje v avtorizacijo, tisti novinar nima integritete. To morate vedeti. In dejansko to drži. To je bilo 30 let nazaj. Odvisno, kako se avtorizacija razume. Jaz bi rekla, da jo, če daš intervju, da je to absolutno tvoja pravica. Ne pomeni pa avtorizacija to, da spreminjaš besedilo, ampak pogledaš številke, ali je bilo pravilno razumljeno ali ne, ker je iz tega naslova gomila napak. To vas moram popraviti. Če v bistvu delate intervju z nekim znanstvenikom, absolutno. Vi ne morete biti na tistem področju tak znanstvenik, da lahko v intervjuju kaj napačno razumete. Če pa delate s politikom, absolutno bi jaz ne dal nikoli intervjujev. No, tlele se pa ne strinjava, ampak vse okej. Okay. Prav, postavimo piko. Ja, Najlepša hvala, gospod Aleksander Bratina, za gostovanje v Metinem čaju. hvala tudi vam. Hvala lepa za vaš čas, srečno. Nasvidenje.